Jana Kolarič je občinstvu najprej predstavila bistvo karizme svete Marije Magdalene, ki je bila prva pričevalka Kristusovega vstajenja. V nadaljevanju je predstavila poskuse obnovitve reda svete Marije Magdalene s Pokornice, potem ko so sestre bile izgnane leta 1949. Sestre Magdalenke iz Poljske so pred leti dale pobudo, naj se ustanovi tretji red svete Marije Magdalene v Sloveniji. Sedaj v ta namen molijo že 3 skupine, v Ljubljani, Studenicah in v Mariboru. Gremo tu, imamo sliko konventa svete Marije Magdalene s Pokornice, ko so sestre še bile 48. leta v samostanu. Tale sestrica mala, ne vem, pozabila sem, kak je že bilo ime, je imela zlati jubilej, se pravi 50 let redovnih obljub. In zbrale so se, torej vse, te vidimo, te, kar so v črnih oblekah, je bil drugi kor, te bele pa prvi, ker je takrat še bil torej ta predkoncilska razdelitev na prvi kor in drugi, ne? Torej, vse to vam je znano? Ne. A ne? No, v glavnem, bilo je vezano na, torej sestre iz prvega kora so imenovali tudi po imenu, so se imenovali device. Imele so, torej bilo je vezano na doto precej in pa molile so brevir v latinščini, tako da je bilo tudi iz praktičnih razlogov, je cerkev imela to delitev na tiste, ki so pač imele posluh, potem delo je bilo tudi ločeno, te iz prvega kora so imele bolj fina opravila, recimo so šivale mašne obleke, in takrat, ko ni bilo še teh raznih takih mil in vsega, ne, v prejšnjih časih, je bilo potrebno pač, da so tiste, ki so delale pa na vrtu ali pa z zemljo, so težko potem delale z takimi finimi tkaninami. Potem je bilo tudi seveda treba imeti posluh za petje v latinščini in ker sestre drugega reda pa so molile samo Oče naše, ne. In delo je bilo potem trše. Na koncu je pa pol večini odigrala glavno vlogo dota, višina dote, ne. Tista, ki je pač imela višjo doto, je potem lahko bila v prvem redu, v prvem koru, one ostale pa v drugem. Po koncilu pa se je to potem ukinilo. Tako da so potem vse sestre, no in drugega kora so se pa imenovale sestre, tako med seboj. No, vidimo tukaj cel konvent z gospodom Potekom, ki je že takrat prišel na mesto gospoda Čedeja in je potem vodil, bil duhovni vodja sester, vse dokler ni omagal. Ker je potem tudi, ko je že bil v domu, mislim, da je bilo to 83. leta, ne, da je potem tudi po razpustu sester jih obveščal o dogodkih, skrbel za to, da so bile duhovno povezane, da so nekako vztrajale v tem svoji poklicanosti. Zdaj pa najprej, ne, ko se pogovarjamo že torej jaz bom govorila o redu Magdalenk, ne, ker dominikanke pač so takrat, govorimo o tem, torej kaj je karizma svete Marije Magdalene. Vemo, da je svetopisemska žena, da je stala pod križem in da je iz nje, pravi poročilo, izgnal Jezus 7 hudobnih duhov. Se pravi, da se je z Jezusovo pomočjo dvignila iz težkega stanja v grehu, odvisna od vseh teh sil
in edino z Jezusovo pomočjo se je lahko dvignila v bistvu do angelske popolnosti. Zato je bila tudi vredna videti vstalega Gospoda na velikonočno jutro. In pravi cerkev, da sveta Marija Magdalena mu je sledila, je stala pod križem, bila pri pokopu in postala prva priča vstalega Gospoda. Tekla je, da bi oznanila učencem, tako kot je naročil. Gospod je vstal, povej mojim bratom. Seveda najprej iskala mrtvega, ker ni mogla brez njega živeti, ker je čutila in vedela, da je edino z njegovo pomočjo se lahko dvignila do človeka vrednega življenja. In ko ga je iskala, ga je tudi našla. In torej visoka pesem pravi, povejte mojemu ljubemu, da sem bolna od ljubezni. Jokala je, in ko je prišla pa v Čenakolo, se pravi v dvorano zadnje večerje, kjer so učenci bili zaprti iz strahu pred Judi, kot vemo, in jim oznanila, videla sem Gospoda, seveda ji niso verjeli. In potem je jokala in pela žalostinke in so rekli, zakaj se jočeš, zakaj poješ žalostinke? In ona so mislili, da poje zaradi Gospoda. Je rekla, ne, zaradi vas, ker ste mrtvi za življenje, ker niso hteli verovati. In nekoč je nekdo rekel, o sveta Magdalena, kdo ali kaj si? Če se poglabljamo v njeno vlogo, pač ne pridemo ravno do konca, no? Bila je zagotovo zelo povezana z Jezusovo materjo Marijo, ki je pomagala na njeni duhovni poti. Torej, iskala je svojega ljubljenega in seveda tu ne gre za neko meseno ljubezen, kakor je marsikdo včasih malo čudno pripisujejo, ampak gre za pripadnost tistemu, ki je vir človeka vrednega življenja, ki nam daje moč, srčnost za premagovanje lastnih slabosti in nagnjenj, da lahko daje moč in napredovanje na poti, ki je vedno bolj iskrena v osebnem odnosu z Bogom, z lastnim odrešenikom, z zveličarjem. In zato nas ona še danes nagovarja. Tudi veliki svetniki so jo spoštovali, na primer sveti Frančišek, tudi mala Terezika, so se obračali in zatekali k njej po pomoč. In danes, torej red svete Marije Magdalene pa jo imenuje naša sveta mati Marija Magdalena, kar je tudi zapisano na enem delu, ko je ostal v gori na Koru, torej v nemščini piše Unsere heilige Mutter Marija Magdalena. Vemo, da redovi svoje ustanovitelje imenujejo sveti oče ali sveta mati. Vendar nimamo zanesljivih dokazov niti dokumentov o tej kontinuiteti. Pravilo se je tekom stoletij spreminjalo. V Jeruzalemu so pravoslavne Magdalenke, ki svoj obstoj pomnijo od 8. stoletja in imajo še pravilo svetega Avguština Puščavnika. Torej naše studeniške Magdalenke pa so potem prevzele, torej so živele po pravilu svetega Avguština. In sicer ta red pomni svoj obstoj, oziroma v 13. stoletju je že obstajal. In ustanovil, potrdil je to pravilo, takšno kot je bilo zdaj nazadnje in je še papež Gregor IX v 13. stoletju. Torej, red je prišel, tako kot je že pater povedal, v Slovenijo iz matične hiše v Ljubanu.
to je zdaj na Poljskem, Šlezija. In tam praznujejo tudi, zdaj bodo praznovali drugo leto, 700-letnico, kar obstaja red na tistem kraju, ne, kar je zelo redko po svetu zaradi vseh teh vplivov pa preganjanj in tako so redko obstale tako dolgo. Torej gre za kontemplativni red, ki ima obljubo vezano tudi na kraj. In zato potem sestre, ko so morale zapustiti svoje studenice, tako kot pišejo marsikje v kroniki, so bile sicer povezane in iskale so kraj, kjer bi lahko spet zaživele kot skupnost. In torej tam nekje v 60 letih so se potem zelo tega poskušale nekako obnoviti to življenje in so našle v hišo v Šempetru in je izgledala kar v redu, bi kar bilo v redu, dovolj velika in vse, ampak potem so rekli, ja, ampak niso studenice. In potem seveda ni bilo nič s tistim nakupom. Potem je pa eden od krajanov tukaj v Studenicah izvedel, da sestre kupujejo hišo in on je hotel svojo prodati in potem je rekel, če pa sestre kupijo, pa dam za polovično ceno. No in tako so potem kupile v 60 letih hišo. Tu imamo pa še, prej je bil pa, torej iskale so način, kako to narediti. Mati Jožefa Murkovič, ki je bila potem obsojena, kakor smo slišali, ko je pater razlagal, je po prestani kazni in potem, ko so jo tudi pogojno spustili, zaprosila za sprejem v nemški konvent, oziroma ta je bil poljski, ampak se je potem preselil po vojni del tega konventa v Vilsbiburg, to je blizu Seibolsdorfa, na Bavarskem. In tu vidimo sestro Stanko Avguštino, 95. ja. 94. je pa umrla mati Avguština, ker v Nemčiji, v bistvu je bil novicijat mišljen, da bi bil v Nemčiji, ampak ker so nemške sestre že precej ostarile in so zgubile, potem to so predlagale, da se ta obrne na Poljsko. In potem je tudi sledil obisk, prvi obisk poljskih sester, tukaj vidimo na sliki v veselem razpoloženju, slik je sicer več, ampak pač so samo te smo izbrali. Sestra Stanka drži v rokah knjigo tega duhovnega vodje, takrat prvih teh Magdalenk, Adolfa Hitreka, ki smo o njem že slišali, koliko je pomagal in tudi pripomogel k razvoju studenic, uredil ukrotil te izvirke in studence, 4 leta je rekel, da je trajalo, da je meril vodostaj teh, no, ampak dobro, to zdaj ni ravno tu na mestu. No, v glavnem, sestra Stanka je bila silno vesela, da je dobila knjigo, čeprav je bila v poljščini in smo potem to prebirali. To je bil prvi obisk. Potem torej smo rekli, sledile so zlate obljube in 98. je potem tudi, ko je zadruga, ki je bila nositeljica lastninske pravice premoženja, šla v stečaj in so prodajali del premoženja, torej zemlje, ki ni prišel v denacionalizacijski zahtevek. In takrat je bil odkup v novembru 98, je bil odkup dela parcele oziroma parcele, ki je približno tam 680 kvadratnih metrov in to je zdaj edino, kar je ostalo še v rokah, torej kar ni bilo potem izgubljeno. Tako da je tako kot en ostanek Izraelov, ali kako bi rekli temu, upanje na prihodnost.
Torej 99. pa je potem ob pomoči sester Claris in na predlog njihov so ponudile, da bi lahko omogočile novicijat tej, ki je vstopila na Poljskem in potem v bistvu so šteli tisto, kar je bila na Poljskem, ko se je vrnila nazaj v postulat in so ponudile, da se lahko opravi pri njih prvo leto, kanonično leto, torej novicijata v skupnosti, torej klauzurni skupnosti. In tako je potem bilo 99. Najprej je bilo že od 99. za točno 50. obletnico pregona sta bile tudi dve sprejeti v postulat. In tako so potem sestre, torej Clarise, pa predlagale pol sprejem tudi v novicijat in tako je bila preobleka na Sveto Magdaleno leta 1999. Potem je pa v drugem letu bilo mišljeno, da se sestri vrneta, da bi kot skupnost zaživele v Studenicah, ampak žal je sestra Pankracija, ki je bila takrat v Zagrebu, tudi zaradi zdravstvenega stanja, potem to ni uspelo. Je pa ves čas ostajala ta želja, da bi se red obnovil. In potem je pač ta novinka zaprosila za skupnost, za nadaljevanje novicijata v manjši skupnosti v Italiji, kjer je tudi v bistvu bilo to spokorno življenje. 2010. torej ta se je potem vrnila in 2010. je pa sestra Stanka umrla. Najprej umrla sestra Pankracija v Zagrebu, v domu, ki so ga sestre vodile. Ona se je potem vrnila torej upokojila v Zambiji in vrnila, ni pa več mogla sama živeti, tako da so sestre služebnice Malog Isusa v Zagrebu jo sprejele v dom ostarelih, ki ga še danes vodijo. In tam smo jih tudi večkrat obiskali, tako da sta se sestro Stanko še bolj srečale. Smo šli obiskati Orahovico, da so videli, kje je sestra Pankracija, je namreč sestre srečala v Orahovici, tako da se je potem pridružila tukaj. Potem je istega leta 10. umrla še sestra Stanka v domu in to sem jaz imela takrat priliko, veliko milost, da sem bila ob njej, ker sem tam tudi bila zaposlena oziroma sem pomagala in mi je na nek način tudi dala duhovno oporoko, kolikor se pač da, da se trudim, da bi se red obnovil. Zdaj kak, kdaj, kje, ne vem, ampak verjamem pa. Tako smo potem, sem vzela v isti hiška, je šla potem v najem, mislim, je bila zapuščena škofiji, potem sem jaz to vzela v najem in pač se je potem pa zgodilo tako, da so pa 11. leta pa še drugič prišle na obisk sestre iz Poljske, ker so želele tudi obiskati grob sestre Stanke in tako smo spet stopili v stik in škof, takratni nadškof, gospod Kramberger, mi je predlagal, naj zaprosim za vstop. No in tako sem tudi naredila in potem sem 12. leta vstopila spet v kongregacijo na Poljskem, bila sprejeta v novicijat, ki pa zaradi zdravstvenih razlogov spet mi je bil prekinjen leta 2014. In 2015 sem se vrnila v domovino z naročilom, da bi pa morda pa ustanovili tretji red,
ki ga sestre še Magdalenke nimajo. Tretji red vemo, da imajo frančiškani, dominikanci. In zato bi bilo potrebno ustanoviti najprej molitvene skupine. No in zanimivo je to, da ko sem prišla že prvo leto nazaj, pač govorim o tem in srečam dve, ki sta rekli, ja, mi smo pa dobile idejo, da bi se ustanovil tretji red Svete Marije Magdalene, pa sva te že klicale na Poljsko, pa so rekli, da te tam ni. No in to je bilo meni res tak znak, ne? Da to ni neka zmišljotina, da verjetno je že pol Božja volja. No in tako smo se potem nekako povezale tudi v tem in počasi je potem to nekako raslo. In leta 2016 pa so potem še tretjič prišle sestre na obisk v Slovenijo, no in takrat smo že imeli več teh bližje korake, že bil bližje molitvi, smo že molile v ta namen, ne sicer tako regularno, redno, ampak je bilo torej že neki rezultat je že bil. No in takrat je potem generalna predstojnica poslala pismo, v katerem nam je dovolila oziroma predlagala, na kak način naj se srečujemo in da pač enkrat mesečno in nekako naj ta srečanja izgledajo. Začeli smo prvič, je bilo, prvo srečanje je bilo 22. marca 2016, tukaj v Studenicah. V Domžalah so pa potem, oziroma v Ljubljani so pa začele 22.7. isto leto. Potem pa se je v Mariboru sformirala skupina, tako da zdaj so 3 skupine, ki molijo v ta namen in z velikim zaupanjem, da ni nič pri Bogu izgubljeno, čas je njegov, kdaj, kak, kje, zaupajmo, on ve. Hvala.